Če hočeš v Sloveniji iti kar spotat, ni boljšega placa, kakor je Ljubljana. Poleg tega, da je glavno mesto, je brez dvoma tudi avtomobilska metropola Slovenije. In danes sem poklical okrepitve. Alej ga, gospod je prišel. Kar naprej. Imate kakšen evro mogoče? Tu je Jure. Jure, kaj delaš tukaj? OnlyFans. Čudovit ljubljanski smog. Dobro, da so si izbrali tak čudovit sončen dan, ne? Torej, midva bo zdaj šla kar spotat, kam? Ne vem, po Ljubljani, nekam. Drugače je pa končen napočil cajt, da furam svojo Fiesto. Zdaj sem se kakšen teden naokoli furil s temle megavnom in sem tole zadevo prav pogrešal. Na koncu bo tako akumulator crknil ali nekaj. Izvolite, gospod. Samo pa sploh ne zgleda tako slabo, kot vzun. Fiesta hate will not be tolerated. Sej vem, da je bil zadnji cajt dosti poudarek na tipelci, ampak jaz sem tukaj fucking excited vsakeč, ko se usedem v tole zadevo. V glavnem, mi da grejo danes iskat shitboxe po Ljubljani. Zdaj pa sem rekel, da bom vprašal, da poveš za vse nas, kaj je shitbox zate? Shitbox je, ne vem, en tak starejši avto, ki je v sicer bolj bogem stanju, ampak še zmer nadaljuje svojo življenjsko pot. Kako sem to globoko povedal, drugače? To je lepo. Ni pravila. Pridejo v vseh starostih, oblikah, whatever, tudi cenovnih razredih. Ampak še zmer shitbox, ne vem, zame osebno tu ni nek slabšalen izraz. Ful je fascinanten, zato ker pač G-Class je itak štartil kot nek full rugged off-roader in zdaj se pač po Beverly Hillsu gor pa dol furajo z njim Kardashiani. Holy shit! Tu pa je spot. Je ga šla pogledati? Ja. Kako si sploh vedel, da bo ta zadeva tukaj? Ja, kot RX mojster, jaz ga zavoham. Mazda MX-3, stari moj. Mene sploh ne bi čudil, če je ta edina. Ne, po mojih je tako še okoli 20. Mičken me spominja na Mitsubishi Eclipse. Pa dejansko se zdi full redu ohranjena. A je tu slučajno Range Rover, ki zgleda, da ima kolapsirano podvozje? Lastnika od tega avta pa dejansko poznam. Ta zadeva tako actually še zmer zgleda proper, ampak probably je mehanična totalka. Vse lučke, ki svetijo, lahko svetijo. Dajmo ignorirati, da sem spet parkiral kaj en debil. Trenutno je plan, da se furava naokoli, pa pač posnameva zanimive stare avte. Recimo, mislim, Lancia Y, pač ne moreš reči, da se spomniš, kdaj si nazadnje videl to zadevo. Ja, se zelo pozabljiva, tudi moči si skri. A lahko še enkrat ponoviš, kaj si rekel? Sem pač rekel, da je Panamera MPC avto. Mislim, se pač no hate, pač napravim, da je pač bad. Kjer MPC ima avto za 200,000 evrov? Sorry, ampak MPC so tudi v fucking Hollywood Hillsu v GTA 5. Jaz sem se prav aktiviral zdaj, stari moj. Tako, nalej to, it's a Tesla. A to si videl? Ne, tukaj imamo eno čudovito Renault Talio. Oh, fuck je. Kolsa, stari moj. In tu 5-vratna. To sploh nisem, da obstaja. A se vejo, da 3-vratne pa 5-vratne imajo v bistvu drugačne zadnje konce. Jaz sem opazil en avto in imam za Jureta zdajle eno ful resno vprašanje. Če bi bil SsangYong, kateri bi bil in zakaj? Jaz nič, če ti znam dva povedati. Pick-up. Meni bodo dobri avti zadivajo. A ti mi znaš vse našteti SsangYonge? Action z Y-om, Rodeus, Corando, Muso. Kjer je pick-up? Corando, ne? Ne, Corando je nek, ki zgleda kot S-budget Village Jeep. Vsi zgledajo kot S-budget. Tale je Chiron in ta je poseben zaradi tega, ker ima zadnje lučke v obliki ščita. Več ti avti so dejansko uporabljali dosti od Mercedesove tehnologije. Kappa 206. Tu je pa itak zimzelen mobil. Ampak, a si že kdaj videl Nissan Juke z Bullbarom drugače? Zdaj bomo naredili pa en test drive. Naredili pa napako. Zdaj boste porajtali, da je video kar naenkrat ful boljš posnet. Čakaj, tu ima neke 3 pedalke med to, kaj je to za muško, da bolj na glas, kaj je to? Po nesreč bova midva šla v ljubljanski Compton, a veš? Kje pa je ljubljanski Compton? Napište v komentarjih. Oh my god, a je tu modus? Pač meni isto ni mi fora, sam če je avto drg pa neka firma, ne? Ampak da se bodi tako, da se vesel modusa, to mi pa je čudo. Holy shit, a je tu fucking Peugeot 406 karavan leto stari. 406 so ratele tako šokantno redke. Na teh avtih je zadnji konc čist spremenjeno v primerjavi z limuzino. Bye. Tu je pa Škodina verzija Volkswagena, pa kva je tu... Citigo. Ja. Greva zdaj pogledat še v City Park, če bomo imeli še kakšno ekstra srečo. Tule pa je. You see,
Tale človek ima dober taste. Špionira, golubira. Ej, špioniral lobiram Megana, lega. Kolikrat boš videl še Megana? CC? Ja. Dejansko dober spek. A si vedel, da obstaja neka kitajska kopija Megana CC, kar res zgleda tako? Kitajska kopija obstaja vsega. Chrysler Sebring. Sebring, by the way, edina posebnost tega avta je, da ga ima Michael Scott Iz The Office. iz Officea. Sem tiste kabrija. Dobar, no, zdaj bomo gledali biko v roge. Zdaj smo pa glih v bližini eni izmed najbolj kulskih avtomobilskih lokacij v Ljubljani. Tako da si pejmo malo pogled. Zdaj boš tukaj le desno zavil. Oh my god! Pa jaz sem vedel, da morajo biti ti avti nek parkirani. A ne? Oh my god! Če pa tu niso avtomobilska nebesa, pa tudi ne vem. Ta sestavljena ali je ta prav? Drift Squadron baza, tukaj le v Ljubljani in pač tle je itak zmer garantirano, da so parkirani noro, brutalni avti. Pač evo itak sanski avto. Dejansko par mesecev nazaj sem v temle avtu sedel. Še ga seksal. Še več. Pol je pa, na zadnje, ko sem videl tale avto, je bil še v prav faktorjih. Drej pa ekipa absolutno obvladajo. Povej mi, koliko pogosto ti vidiš S13 Silvio v stok formi? S15 sem videl uživo, 13 siguran ne, Evolution 5 je tudi siguran ne. Tale zadeva drugače čaka na obnovo. Pa itak še široko, mislim, tale je dejansko zelo tasteful urihtan. A bi rekel, da si se na današnji dan kaj naučil? Ja, naučil sem se, da ima ta avto na desno stran volan in da bo tako tudi ostal. Naslednji teden nas pa čaka en video, za katerega se res noro veselim. Tako da... A za tega se pa nisi? Ne, ali sem se s tabo družil. Tako da, če hočeš vedeti, Jerry nagrade 2025, pa subscribi. Pa ful hvala, ker si pogledal do konca. Pa ful hvala Juretu, da je bil z nami, a ne, ni problema, se vidimo še kdaj. Ne, si se že sam sebi zahvalil tudi.